Govorec, ki je pa zdaj z nami, je pa Sebastian Pibere, doktor medicine, specialist splošne medicine, urgentne medicine in kvantne medicine. Meni kot zadnjemu govorcu na tem izobraževalnem srečanju je ostala ena taka zelo velika, bom rekel, breme, odgovornost. Namreč ne bi rad, da od tukaj greste vsi depresivni in sporočilo, ki bi vam ga rad dal, da prekinemo to masovno psihozo, ne? Zbudite se. Ker so mi včasih rekli, da sem zelo podoben Aci Lukasu, vam ne bom pel, koncert bo drugič, fake koncert, ki ga bo Aco odobril, da se bo malo, bom rekel, da začnete malo živeti, ker tega nam je začelo manjkati. Da prekinem psihozo, pa spravim to vse v to časovno enoto, bi vam rad povedal sliko, fakte, ki jih je objavilo Dutch CDC, kjer so šli gledati smrtnost virusov. Namreč, kot specialist, ki delam že, sem delal 23-22 let v urgenci, kjer sem stal v blatu do kolen, bil v dreku do komolcev. Nikoli noben ni rekel hvala, vsi so samo rekli, kakšne svinske paciente voziš noter. Pa je šlo skozi MERS, pa SARS, pa ptičja gripa, pa je šlo skozi miša mrzlica, ne, danes pa vidite pošilja avione F-16, en let stane 45.000 evrov za 10 minut leta, da boste vedeli. Skratka, smrtnost virusa Ebola 50%, MERS 34,4%, SARS 9,6%. Zdaj pazite, prihaja COVID, najbolj smrtonosen virus v zgodovini človeštva, ki je 1000-krat manjši kot vsaka luknja na maski, ki jo imate, ki se pod vlago konvertira v kemijske spojine, ki se vam vpijajo v kri in povzročajo težave, ki se spremenijo nekatere tudi v zdravil, enake substance imamo v zdravilih, ki povzročajo koagulacijo krvi, ki jih namerno uporabljamo takrat, ko je treba. Skratka, COVID-19, smrtnost 0,15%, uradni podatki. Ne bom navajal virov, ker tako reče, da skozi lažemo, pa da ni to res. Zakaj sem danes tukaj? Zaradi tega, ker ne dovolim, da so se spravili na otroke. Za odrasle, gledajte, odrasli ste se dali cepiti, eni se niso, nobenega ne obtožujemo. Odrasli, vsi, ko ste stari več kot 18 let, oborožili smo vas z drugim mnenjem, vi se pa sami odločite, kaj boste naredili, nobenega ne obtožujemo. Vse je okej, ampak otroci so pa nekdo, ki se ne morejo, ne znajo odločati, ker nimajo znanja, nimajo vedenja. In tukaj je odgovornost na vas. Zato vam podajamo to znanje, da se boste znali odločiti, da boste znali povedati. Namreč, kot ste videli, agenda je zelo prefinjeno strukturirana. Ko ni uspelo pri odraslih, da ne grem zdaj v detajle, ko ni uspelo pri odraslih, zakaj se spravijo na otroke? Otroci do 6. leta se dajo programirati mentalno. Do 7. leta je zadnji čas, ko jih ne moš več deprogramirati. Kar si jim naložil do 7. leta, bojo spremljali celo življenje. Ni tako hudo, da se otroke zdeprogramirati, samo je dosti truda treba vloženega pa iti po pravi poti, tega bi vas radi prihranili. Indoktrinacija, psihološka indoktrinacija je najhujša. Cepiva, ki ste jih dobili, dr. Hitijeva je poslala vzorec, bila klicana na zdravniško zbornico, tudi jaz čakam, da jim bojo poklicali, ne, ker tisti, ko dajemo drugo mnenje, smo heretiki, mi moramo vse dokazovati, piramida stoji kontra, ne, z vsemi temi zgodbami vas delajo schizofrene. Veste, kako to uspeva? Do danes ste vedeli, da je mrzla voda, da teče iz leve pipe. Pridem jaz pa začnem učiti, da to ni mrzla voda, to je topla voda, da bomo to naredili drugače in vas začnem prepričevati kontra nekaj, kaj vi veste, da to ni. Pride do konflikta v glavi, vse se je začelo dogajati v glavi in potem postanete mentalno razslojeni in ne veste, kaj je prav, kaj ne. Začnite in dalje zaupajte sebi. Vsi naši strokovnjaki, ki nam jih skozi kažejo, so tudi moji stanovski kolegi. Pozabili so eno zgodbo, ko so se spravili na druge kolege, ki smo stanovsko vsi dali Hipokratova za prisego. Ena od dikcije tam, da smo si zdravniki med sabo bratje in sestre. Kaj smo pa Slovenci iz tega naredili? Ko če koga, ako neče svoga. Žal mi je, da je to tako. Žal mi je. Ni konstruktivne debate, ni konstruktivnih. Mi moramo utemeljati vse, oni pa lahko pavšalirajo. To me pa moti. Ne dajte otrok, ker je ura čez 2, čakaj drugi noč in biti predolg. Skratka, verjamite sebi, vire, ki jih imate, so pravilni,
vztrajajte pri tem, imate čas, COVID je prinesel čas, da imate čas raziskovanja po vseh teh visokotehnoloških mrežah in verjamite sebi. Ostanite zvesti sebi in to je to. Hvala.